Izjava Levice in Vesne. Dober večer in lepo pozdravljeni. Sam bi se najprej v imenu Levice in Vesne želel iskreno zahvaliti za podporo, ki ste nam jo izkazali na volitvah, za podporo, ki smo jo čutili povsod po terenu, po celi Sloveniji. Upam si reči, da je za nami najbolj burna kampanja, na nek način tudi najbolj umazana politična kampanja, kar smo jih v Sloveniji videli, ampak podpora Levici in Vesni našim kandidatom je bila povsod izjemna. Nažalost, lahko danes ugotavljamo, da se ta podpora, ki smo na terenu čutili, ni v celoti prelila v rezultat. Vse ankete so nam na intervalu kazale, da bomo dobili nekje 7 in 10 poslancev, dobili smo jih 5. To lahko pripišemo predvsem temu, da se je politično polje po dogodkih v zadnjem tednu, ko so se v slovenski demokratični procesi vmešavale izraelske varnostno-obveščevalne službe in tako naprej, polariziralo predvsem med dve največji stranki, to je med Gibanje Svoboda in SDS, kamor so se nažalost po naših ocenah potekli tudi določeni naši glasovi, ampak kakorkoli. Po 4 mandatih, oziroma 3 uspešno zaključenih mandatih, postajamo edina nova politična sila, ki je toliko časa v slovenskem političnem prostoru preživela. S pokončno glavo vstopamo v 4. mandat, združeni Levica in Vesna, stranki, ki sta za solidarno prihodnost in za zeleno prihodnost. Verjamemo, da je to bodočnost, ki si jo številni želite, in s svojim delom bomo, tako kot v prejšnjih letih, dokazali, da smo te politike zmožni udejanjati tudi v slovenskem političnem prostoru. Na to se lahko zanesete, ne glede na velikost poslanske skupine, ki smo jo dobili. Je pa dejstvo in danes je dan, ko smo dobili parlament, iz katerega je jasno razvidno, da bo bodoče sestavljanje koalicije težavno. Po svetu je zavladal kaos in v naslednjih tednih bomo morali napeti vse sile, da ta kaos ne povleče vase, tudi Slovenije in naših državljanov. Zato kot Levica in Vesna napovedujemo, da seveda bomo vstopili v pogajanje v naslednji koaliciji. Sestavljanje te koalicije je odvisno predvsem od tega, kako bo se zmožno dogovoriti z ostalimi strankami. To je odvisno zlasti od tega, kako se bo postavljal relativni zmagovalec volitev Gibanje Svoboda. Naša podpora, kot smo med politično kampanjo večkrat povedali, na noben način ni brezpogojna. Mi smo načelna lista, Levica in Vesna. Mi smo lista, ki postavlja na prvo mesto vrednote, to so vrednote solidarnosti in vrednote zelenega preobrata. In glede na to, ali bo bodoča vlada se zmožna oblikovati okrog teh naših temeljnih programskih smernic, se bomo tudi mi odločali, ali vanjo vstopimo ali ne. Kakorkoli, preden odprem razpravo za vprašanje, bi se želel v imenu vseh še enkrat zahvaliti in kot rečeno, rezultat ni tak, kot smo ga pričakovali, smo pa z njim zadovoljni, ker bo malen zadovoljni ni velikega vreden in od tu naprej gremo z izjemno.